Motiš duše tlele, ki ležijo, veš ti to? Moje prednike. Ja, duše motiš, to se vse zapiše v knjige Kamna, veš? Gospod Silvo Oven, večkratni udeleženec svetovnega prvenstva v akrobatskem smučanju. Kako bi vi tole ocenili, tole smučišče? Vrhunsko ima narejeno, kako je to cele letni turizem tle laufa, tako kot pri nas. Poglejte vse, kako je to lepo speglano, zvihtano, nekaj priješ v tisto krajsko gora, pa vidiš tistega kekca 300 let starega pomojca. Zajebavam te, Silvo. Dej, kakšen človek takole, ko sem s kom v gorskih vasicah, vprašam, misliš, da imajo vodo pitno? In glih tako odgovorim, kaj ti, če pa tale ni pa nobena. Ha, tu iz tlele gre, vidiš. Dej, tle pa že gotovo. Jo, malo ora, poglejte to. Gledajte to. No, evo. Gledajte, že leti. Dobro jutro. Poglejte, kakšne vetrnice, midva s Silvatom sva tlele vstopila brez dovoljenja. Sva šele zdaj tablo videla, da ne bi smela. Bila sem včeraj tamle gor, lej cincar, vidiš, Silvo, kje je cincar? Tole je pa Borova glava, lejte tistole cesto, tamle Makedansko. Tam sem bil pa lansko let, predlansko, pa že 2 let nazaj, ko smo šli konje gledat. Hotla sem zjutraj iti na čevapčiče, kak včeraj, samo je bilo zaprto, greva pa v Tomislavgrad. Tako da nadaljujemo. Videli, kaj je počasnost Tomaža Gorca. On bo zdaj nekaj dron dvignil, tlele, da bo posnel moje prednike. Ampak jaz se bojim, da bo tole trajalo. Ampak zdaj malo bolj ažuren vidim. Ali se bojiš, da bo tole vse odpihnilo? Ja, lej, ne bo odpihnilo. Imaš že taka profesionalna zadeva, da to ni. Ne, samo jaz sem profesionalno. Odpihnilo bi mojega, ne. Tvojega pa ne more, ko imaš tako belcka. Ti mojega pa sigurno ne. Veš, to je razlika med tvojim pa mojim. Ti imaš bolj tacga mehkega. Ja. Imaš pa belca, lej, košenik. Ja. Se ti ne zdi, Silvo, da preveč piha? Kje? Zdaj je nehalo. To neha, to bo sam interval, ko bo dosti visok, bo bolj po stran leto. Zdaj tu se nekaj našrofava, namontirava. Veš, to ni za vsacga. To je malo višja tehnologija. Ja, mislim, da tole... Gledaj, da boš pokazal, kako bo zleto. Sicer bo še malo trajalo. Ta cajt pa še kaj povej, Silva. Lej, Tomaž, zdaj vidiš, kje so tvoje prednike? Ja. Ne vem. Ja, kaj pa, če so to tvoje? Ne, jaz v to ne verjamem, se veš, kako, Silva. Ti posmrtno pa predsmrtno pa čezsmrtno življenje ne razumeš tega, ne? Ne, to jaz ne razumem. Dej, Silva, zdaj pa drona bomo zleteli. No, dajmo. Da vidimo, če bo to odletelo ali bo zletelo. Jo, malo ora, poglejte to. Gledajte to. No, evo. Gledajte, že leti. Kakšno je tu sploh? Zdaj motiš duše tlele, ki ležijo, veš ti to? Moje prednike. Ja, duše motiš, to se vse zapiše v knjige Kamna, veš? Ja, daj bo že videl v naslednjem življenju, kako bo.
Se kaj vidi tole, tole? Nekaj slabo se vidi. Se vidi slabo. Sonček je tole. Preveč sonce, brez filtra bi Ga boš nazaj poklical, da ga boš opremo? Lejte, zdaj bo pa nazaj prišel. Lejte ga. Pa ker matra ven. Ja, malo ga pojem. Ampak, kaj ga pa kapela še moje? Tole je nekropola Stečkov Dugo polje. Kaj so te stečki? Tukaj so v bistvu pokopani ljudje spodaj. Stari so približno 600 let in vidite na teh stečkih tudi neke pač prikazujejo neke ljudi, ki plešejo, konje, vojščaka, pač različne stvari. Po tem stečki so bili zmeraj pokopani taki bolj pomembni ljudje, bolj pomembne družine, nekateri so težki tudi več ton, se pa nahajajo kar na velikih področjih v Bosni in Hercegovini, tudi na Hrvaškem, Črni gori in Srbiji. Mi pa se tukaj nahajamo blizu kraja Blidinje. Jezero Blidinje je tam tudi za nami, ga bomo še šli pogledat. To je kar visoka planota. Tukaj so hribi, lejte, tamle gor je, to je Čvrstnica, najvišji vrh je Pločno, na katerem sem bil 4-5 let nazaj. Tako da zanimivi, lepi kraji, kamor pa zelo redko kdaj zaide turist, ker pač ni na neki kakšni glavni prometnici, tako da pač je bolj malo ljudi tukaj. Seveda pa priporočam vam, če imate radi naravo, hribe, da greste to pogledat. Tole, ki vidite, je pa jezero Blidinje. Tale gorski masiv se imenuje Čvrstnica. Tamle gor nekje je vrh Pločno, na katerem sem bil 5 let nazaj. Tukaj je tudi kraj Blidinje, potem tudi jezero Blidinje. Tamle gre cesta proti Tomislavgradu, iz tam sva s Silvotom prišla. Zdaj gremo pa semle proti Jablanici oziroma na tam na delu med Jablanico pa Mostarjem bova nekje dol v dolino prišla. Tako da pot zelo zanimiva, ampak mislim, da je ful slaba, tako da Bog ve, kaj se bo naredilo. Evo, policaj nori ko budala. Tako da nič, gremo naprej, upajmo, da rata pride. Če ne bova šla pa nazaj, pa do Jablanice, pa tako naprej. Midva bi mogla jeti tukaj, ne? Tukaj so ene stranske ceste. Ampak sploh na Google mapi to ne pokaže. Ko ti Silvo praviš, greva probat ali ne greva? Ja, pa je vsem, lej, ampak ko boš zabredel, ko nič ne boš. Lej, mogoče bo pa nova cesta naredila, imaš ti sabo bager. Nimam. Ja, Silvo, veš, kako bova naredila? Kako? Mi da bo šla po teli zadevi, zdaj, kaj jo kaže mapa, in bo šla pol tlele malo gor, da videla, koliko deleč prideva, ker tukaj so ful lepe stvari, tlele nekje. Pa je bolj, da greva v kul, pa ne riskirava, ne? Ja. Pa bo par kilometrov več,
ampak prišla bova pa le sigurno. No, to je pa tudi pomembno. Evo, vidiš, jaz zmeraj dobro razmišljam. Ker tebe ena nekje čaka, če drugega ne pa mama, in da boš domov prišel to prav. Tako, točno tako, neč pol, ker obrnemo. Krog. Tole me je pa Silvo nateral, da greva semle na kavico, zato ker Silvo, ki vidi, da je smučišče, ne? In tle je smučišče, se mu iskrijo oči in greva zdaj tle na kavico. Lejte, tamle pa je res smučišče in žičenca, saj bova šla pogledat. No, zdaj so že na smučišču, Silvo je navdušen, kot zagret smučar, večkraten udeleženec svetovnega prvenstva v akrobatskem smučanju, ampak so res lepo naredili in tudi cel kup ljudi. Boste videli zelo lepo smučišče, bomo še videli, kakšne so naprave. 4-sedeženca, ni čist najnovejša, ampak tukaj stara pa spet ne. Glejte, tole pa smučišče gor. Gor tistale gora, ki je ful lep občutek, da gospod Silvo Oven, večkratni udeleženec svetovnega prvenstva v akrobatskem smučanju, kako bi vi tole ocenili, tole smučišče? Vrhunsko ima narejeno, kako je to cele letni turizem tle laufa, tako kot pri nas. Poglejte vse, kako je to lepo spegljeno, zvihtano, ko priješ v tisto Kranjsko goro, pa vidiš tistega kekca 300 let starega pomojcev. Poglejte, Kranjskogorci, kaj je turizem, ne pa da se greste neki egoizem, pa planica, pa ne vem, kva lapate, pizza, nimate za kruh. Pejte malo po svetu, da ste videli. Dajte, še poslanci so nas prehiteli. Jaz bi se v zemljo udaril, pizza. Sram bi me bilo, da bi bil v Kranjski gori. To je bilo strokovno mnenje gospoda Silvota Ovna, trikratnega udeleženca svetovnega prvenstva v akrobatskem smučanju. Dal je že vsa svetovna smučišča čez, tako da njegovo mnenje zagotovo velja. Tako je. Lejte, kakšna vrsta za burek. Noro. Dragi gledalci, tole smo pa v Donji Jablanici. Če se spomnite, je bila tukaj eno leto pa pol huda katastrofa, ker je tukaj dol plaz kamenja pa vode prišel. In lejte, tukaj, ko sem jaz avto parkiral, tukaj je verjetno bila ena hiša, jo je verjetno čisto odneslo. In največji problem pa je bilo, vidite, tukaj, ne, ali pa morda ni bila hiša, ne bom trdil. Največji problem je bilo pa, vidite, tamle, ki je džamija od zadaj, tam je pa tak bazenček in to je dobesedno zalilo in je ljudi na pojslah dublo. Jaz sem šel pol to pogledat, niso bili spustili, tako da sem tam oddeleč po progi prišel, pa je bila pol tudi proga zaprta, pa sem videl, tam tudi noter je bil bazen in so dobesedno avtomobili plavali noter, ne. Glejte, tle pa čudovite gore odzad. Pren se tole imenuje. Pren je in, mislim, gora, mislim, ta gorska veriga, ali kako bi rekel. Pravijo ji bosanska Himalaja, menda da je ful lepa. Če se bo Silvo tu dalo, se bova tamle, glejte, kje gre na WC. Tja. Bo šla kaj lepo prok, malo čez, sem tukaj, da malo vidva tlele noter, kako je. Tukaj, lejte, je bil en objekt in ga je čisto odneslo, ne. Zdaj rejo pa še kaj noter pogledat, bom videl, kako je videti. Je bila pa takrat tudi ta proga zaprta, kar nekaj časa. Zdaj sem šel tukaj dol k džamiji. Lejte, kakor sem rekel, ne, to je bila skoraj do strehe uvod. Lejte, vidite, tudi tukaj dokaj je blat pri tej hiši, ne. In tle so avtomobili plavali noter, lejte, mogoče celo 1, 2. Tukaj le da malo pokukam noter. Tamle sicer so ljudje, veste, to bi lahko kdo znoril, ker
rekli, bila tragedija, ti pa snemaš tle, ne. Se res ne vidim v tem nič slabega. Dokaj pa zgubil kakšne svojce, pa to bi pa lahko videl. Ajde, to je, vidite, se noter prineslo. Okna so zamenjali. Ale, kaj greš lahko na minaret gor. Samo se ne upam. Mislim, ne upam, da bi bil znoro. Pač predvsem zato, ker je tu pač mesto tragedije, ne. Drugač bi jaz šel gor. Neč čisto zadekal, da se neč noter ne vidi. Škoda. Jaz mačkan vidim, čist prazno je. Se pravi, obnavljajo, no, obnavljajo. Poglejte, kakšna gužva je iz Jablanice. Mislim, tale gužva je že vse iz Jablanice. Pa mogoče še naprej. Pa vprašanje še kuk dol, to je več kilometrov. To je pa, če greš v ne ta pravem dnevu, v nepravo smer. Tako, ko so šla midva s Silvatom v petek, ko so na carin čakala, ko budale. Evo, takole se pa ustavil. Zdaj tle nekje bi bilo treba čez prideti. To je zdaj dol kanjon Drežnice. Midva bi mogla s Silvatom iz kontra strani prideti, Silva. Morda dobro, da so šla okoli, da zdaj saj veva, kako je. Ampak se ne dava, bomo midva tule še raziskala. Ja. Kanjon reke Drežnice, čudoviti hribi, vse v okolici. Zdaj tle enkrat bom drona spustil, pak ne vem kje. Zdaj greva s Silvatom malo še gor. Videl, da pridejo do unih zanimivih stvari, cesta je taka oska. Potem bo pa mogoče nazaj, ki je ustavljala, da bova une najbolj zanimive stvari pogledala. Drugače pa, če se zdaj predstavljate, midva so bila prej na drug stran teh hribu. Če se spomnite unega smučišča, ne, smo zdaj čist kontra, čez une visoke hribe, na drugi strani, ne. Čudovita narava, vam povem. Že v vesele se mi je bilo voziti po tej oski cesti. Ful je dobro, ful. Zdaj smo prišli do konca tega kanjona Drežnice. Tamle dol zgleda, da je izvir te reke, tako da greva pogledat. Ta cesta se sicer pol še nadaljuje naprej. To je tista cesta, ki sem rekel, ne, po kateri bo prišla. Ampak jaz sem bolj prepričan, da mnogo slabša rata. Ja, tamle vidite, že reka teče, bova šla pogledat. Bo greva pa nazaj, mogoče so še ene dve točke za ustavce, pa malo bom drona spustil nekje, mogoče ga bom že tukaj bom videl. Imam pa z dronom problem, ker nisem logiran noter in pol mi gre sem ene 20 metrov stran od mene. Tako da se moram logirati, pa sem se že probal, pa nekaj ni šlo, tako da bomo videli. Upam, da mi to rata, vidite, to je pa, ke premalo snemam in pol imam same probleme. Vidite, tukaj je čist izsušena reka. Verjetno gre reka nekje spodaj, tamle pa zgleda, da pa vam pride. Bomo prišli do kje, pa bomo videli. Evo, Silva najdu izvir. Se boš tudi okopal, Silva? Se boš tudi okopal, malo zaplaval? Malo gor zbriko, noro. Misliš, da je pitna? Seveda. Če tale ni pitna, pa ni nobena. Zajebavam te, Silva. Dej, kakšen človek, takole, ko sem s kom v gorskih vasicah, vprašam, misliš, da imajo vodo pitno? In glih tako odgovorim, kaj ti, če pa tale ni pa nobena. Ha, tu iz tlele gre, vidiš. Dej, tle pa že gotovo.
Dragi gledalci, najdel sem najboljši plec za vzlet drona. Poglejte tole, kako bo vzletu. Ste videli? Malo ga veter matra, ampak gre. Fino, zdaj so pa še na karambol naletela, tako da Bog ve, koliko cajt bova čakala. Bogi pa tiska se so. Motorist gleda, Motorist, jo, tudi zdaj pa sploh ne upam nič pogledati, ker me pa kar strese. Boste rekli, da se pametnega delam, ampak ko sem se dol tle od Jablanice pelal, pa je bila taka gužva, pa kad tle ljudje kar norijo, sem pomislil, da bo en karambol. In evo, res je. To sem zdaj tle že ta drugič naletel na to, da je bil tle karambol. Pa se kakor ljudje norijo, jih je še malo, ne. To tle res prehiter vozijo. Tam ga vidim, ene ljudi gledam, kada se poznajo tega, ko se je poškodoval, sem malo zaskrbljen. Grozno, grozno, grozno. Jaz sam upam, da moji nečaki, da ne bo kdaj moj brat tuk trapast, da bi jim pustil motor kupiti. Ker to pa, bom še jaz živčen skozi, tako da to samo motorjene. Samo motorjene. Moraj vesoljsko ladjo kupim, ka motor. Zdaj sem krmim tlele poškodovanega človeka. Ja, vse to je tukaj vidiš, da je država v kurcu razpadla, ni doktorja, ni rešilca, ni klicaja. Pa še te motoristi, njegovi prijatelji so še tle kar iskali, da bojo... Aha, je na te stran. Ne tam po 4 hod, lej. Boš malo si bo. Ne preveč. Znorom. Zrajče šajbo, ja. Tako ga praskalo, ka me nasvido. Bogi reveč, si mi smil. Ja, meni tudi, da samo pizda, ali take dele s temi motori, da proste, sorry, no, lej, si do unga, folk, z avtomobilom vam hotel se v zadnjem upele mimo. Ja, pa po zadnjem. Pizda, eno trobo manj stopo neki, pa ga zgaziš, pa drži do groba. Mislim, oprosti, no, lej, sorry. To pa... Sem tale človek, ga je nafukal mnogo bolj, ko sem ga jaz, ko sem smučam pol. Smil se mi, tako se mi smil, ej. To je paso konkretno, ne, mislim. Lej, on po 4 zdaj hota, ne, to je še šoka, ne. Glej, to zdaj cel promet, nobenega policaja nikjer, nobenega ničesar, nič. Niti rešilca, ne, v pizdu, Neč, to čakajo, pa čakajo, ka božičko, novedni, tudi hodijo, ka... To je vse po domače. No, še žalostno je to. Vse lej, poglej, kako ljudje hodijo, poglej. Lej, tudi ljudje ne razmišljati, da bi prpjeli, veš, tudi lej ga jaz lahko povozim, ne? Ja, ampak on hodi, lej, pa tudi, ker bi malo na stran, če bo rešilc prišel, pa take zadeve. Ja, nič se ne oni, to za njih je vse isti, kurec. Pač lej, to tako je. Ni brez veze, skoliko kar je, ne? Nažalost. Ne, imamo ene stvari, imamo pa res milijonkrat bolj zrihtane, kot moje tle. Poglej to, pizda. Po
Kolega Štekolona se je to naredila zaradi enega motorista, ki je bil prelimane tablice imel. No, Se pravi, da se je izživljal, ker ne vem, zakaj bi mu drugače prelimane tablice. Ne? No, sem kljub temu, da mu prelimane tablice, pa da se je življal, mu niti 10% ne prvoščil. Kje boš človeka prvoščil? Ne. To je katastrofa to je samo žalost je to, ne? Žalost je, kaj se zgodi. Jaz mu sam želim. S tem, ker misliš, kaj boš ti neki, pa sreča je ta je v bistvu sam padel, veš. Ta je mogel neki se zogniti temu, ne? Ki je v škarje letos in ga je zaradi tega odnesel, ker ni več razbil nobenega drugega. On se je sam prevrnil. Ni nobenega drugega poškodovanega, neki česar nič. Veš kaj, en avto, ki je tam stal naprej, mogoče z unmu avtom, ki je mu z unmu sivim Mercedesom. Možno, ampak ni bil nič razbit, ničesar nič. Ne, ni, ampak mogoče zato je Mercedes tam stal, ker čudno, da ni šel naprej. Mogoče čakajo policijo ali kaj tacga, da bojo povedali. Čisto možno, ampak žalostno, res mislim, žalostno, smolo, ne vem, kaj ne rečem. Vse, je pa lej silo, ker vidiš kaj tacga, ne? Ne, mi je kar pa vidiš, da nimaš ti čisto nobenih problemov. Čisto nobenih problemov nimaš ti, tale ima problem. Prispela v nastanitev v Mostarju. Silvo, si spet razočaran, ne? Nad nastanitvijo je tako, Silva. Dej, ugasni to. Si razočaran. Tako bo res na tisto ljubelico. V glavnem, Silvo je razočaran zato, ker spet ne bo z menoj spal, ker imava vsak svojo spalnico in je majčkeno razočaran. Tako da jaz Silvo ne morem pomagati. Evo, ena spalnica, druga spalnica, WC, kopalnica, prostorno, zelo čisto v centru, parking naj je čakal. Vam ga bom kasneje pokazal. V glavnem, no, kuhala ne bova, ampak fino, super.